Obveljalo je pravilo domačega terena, v petem krogu ligaškega tekmovanja so 3 točke ostale pri gostiteljih. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. V naslednjih mesecih bo zaradi prenove stadiona domovanje Keti Emil Impol Kidričevo. Novo zgodbo so Bistričani začeli z najvišjo zmago v prvenstvu, 6-0 so ugnali Krško Posavje. 100-odstotnim izkupičkom nadaljujejo Brinje Grosuplje, Rudar je moral rumeno-modrim priznati premoč. Granitna obramba, ki letos še ni prejela zadetka, pa se je znova izkazala. Sežanski tabor je potreboval en gol za zmago proti Jesenicam. Otvoritveno srečanje petega kroga se je odvilo v športnem parku Brinje Grosuplje. Domači letos še brez praske, na drugi strani pa velenjski Rudar, ki še nima zmage. S prvo resnejšo akcijo so gostitelji prišli do prednosti. Z druge vratnice povratna žoga v sredino. Na jubilejnem 100. nastopu v drugi ligi je gol dosegel Marcel Kene. Rudar je v 16. minuti na levem krilu izpeljal bliskovito akcijo. Začel jo je Tilen Ščernjavič. Žoga se je nevarno odbijala v 16-metrskem prostoru, dokler ne prišla do Sačuela, ki je imel tudi nekaj sreče in zadev. Strelec uvodnega gola na tekmi Kene je prevzel odgovornost in postavil žogo na belo piko, potem ko je sodnik dosodil najstrožjo kazen zaradi nedovoljene igre v kazenskem prostoru. Osmica Brin Grosuplja ni zgrešila. Tako prvi kot drugi polčas sta se končala z delnim rezultatom 2-1. Na +2 je v 62. minuti povišal Samo Matjaž. Prvi je bil na žogi, potem ko je oster predložek v kazenski prostor poslal Kevin Benkič. Najboljši strelec Rudarja v letošnji sezoni Vanja Kulenović je še dal Rudarjem nekaj upanja, se je pa pisala že 81. minuta, ko je znižal na gol zaostanka. V zaključku tekme, ko so gostje šli z vsemi silami na polovico Brin Grosuplja, so domači izpeljali protinapad, padel je Gašpar Črne. Tokrat je 11-metrovko izvajal Nik Zrnec, naravnost v stičišče vratnice in prečke za še 5. zaporedno zmago Dolencev. Pred dnevi se je začela korenita prenova stadiona v Slovenski Bistrici, kar pomeni, da bo trener Robert Pevnik s svojimi igralci domače tekme imel na stadionu v Kidričevo. V prejšnjem krogu so rdeči z remijem v Novi Gorici izgubili prvo mesto, da pa imajo najbolj učinkovit napad v ligi, so potrdili tudi tokrat. Obramba Krškega ni bila kos razigranim gostiteljem. V 11. minuti je v prednost Bistrico popeljal Kantužar. Dober je bil začetek tekme, še boljši pa zaključek prvega polčasa. V razmaku 5 minut sta se na listo strelcev upisala Anej Dukarič ter še enkrat Dejan Kantužar. Šest doseženih golov je Bistrica enakomerno razporedila med oba polčasa. Tako je zadetek za 4-0 v 64. minuti dosegel Gorenak. Obramba Krškega je imela številne preglavice, bila je prepočasna, kar 5 igralcev Bistrice se je odpravilo v protinapad. V 75. minuti je kapetan gostov Zakrajšek skoraj prestregel podajo, vendar mu ni uspelo, Frešer je prehitel Zalokarja. Za češnjo na tort je 6. golom poskrbel Marcel Kobal. 20-letni nogometaš Bistrice je na 30. drugoligaškem obračunu dosegel svoj prvi gol. Ko sta se ekipi Bil in Dravinje letošnjega marca zadnjič pomerili v Dolinci, so gostje črno-belim očitali lekcijo in zmagali s 3-0. Domači so Maticu Slavcu za 200. drugoligaški obračun pripravili simbolično darilo. V zadnjih trenutkih prvega polčasa so Bilje imele napad na desni strani. Marko Furlan ni najbolje zadev žoge, a se je odbila od branilca ter ukanila Matica Skrbinška. V drugem polčasu je Gašper Gabršek Rotovnik po stiku z branilcem Dravinje padel. Kontakt je bil dovolj močan, da je sodnik pokazal na najstrožjo kazen, a lepe priložnosti, da bi zapečatili tekmo, Biljenci niso izkoristili. 5 minut pred zaključkom je Abel Marc s kotičkom očesa v kazenskem prostoru videl Rašida Fuseinija. Ganski igralec se je odločil za silovit in uspešen poskus. Po 2 uvodnih porazih so Biljenci dobili še 3. tekmo zapovrstjo.
Sosedom Bil, Gorici pa ne gre tako dobro. Vrtnice so brez kapetana Tima Matavža odšle na najdaljše gostovanje v Lendavo. Primorci so v rezultatski krizi, a igra proti Nafti ni bila slaba. Lahko bi celo prišli do prednosti, ko se je v zaključku prvega polčasa tresel okvir vrat. Zelo podobnega položaja je v drugem polčasu prosti strel izvajal Noel Kereces, a za las zgrešil stičišče vratnice in prečke. V 78. minuti je bil junak vratar Gorice Jurca, ki je preprečil 100-odstotno priložnost. Gorica je imela priliko, da bi napako nasprotnika kaznovala takoj v naslednjem napadu, saj je imel 10 sekund kasneje po podaji Drlja, a Anej Polak na levici žogo za 1:0, a je naciljal naravnost v vratarja. Edini gol na srečanju je padel minuto pred iztekom. Na predložek z leve strani je pritekel Maroša in usoda srečanja je bila zapečatena. Gorica v letošnji sezoni še nima zmage. Pred 13. medsebojno tekmo v drugi ligi je bila statistika na strani Jandrana, saj so Primorce Ljubljančani premagali le dvakrat. V 5. minuti se je takoj začelo bolje za igralce trenerja Alena Ščolca. Gol bo pripisan Filipu Pobiju, čeprav se je žoga zadnjega dotaknila 21-tice Ilirije. V 26. minuti je ekipa iz prestolnice uspela pretentati zanko prepovedanega položaja dekanov. Na desni strani je sam ostal Augustin Urrutia Sabeja, žoga pod prečko za 1:1. Izjemno kratkotrajno je bilo slavje zelenih gostov, že v naslednjem napadu so pustili spet preveč prostora napadu Jadrana. Z levo nogo je zaključil Zupan, žoga je mimo dveh branilcev končala za hrbtom Tima Krulca. Vsi zadetki so padli v prvem polčasu, tretjega za Jadran in skupno četrtega na tekmi je dosegel Džajić. V srčju Krasa sta se srečala Tabor in Jesenice. Na stadionu Rajka Štolfe se je zbralo 350 gledalcev. Bolj so bili zadovoljni tisti, ki so pesti stiskali za domačine. Tabor je igral v belih dresih, zadostoval mu je en zadetek, vpisal pa ga je dolgoletni prvoligaš Uroš Korun, ki je v Sežano prišel po 3 sezonah pri Radomljah. Kraševci so edina ekipa v prvenstvu, ki še ni prejela zadetka. V nedeljskem terminu sta bili odigrani 9 tekmi. V Beltince je prispela Krka. Po željah rumenih se je začelo srečanje. Bičanič je storil prekršek, ko je žoga že zapuščala kazenski prostor. Murat Bajraj se je iz oči v oči srečal z Luko Čadežem, ki ni prebral napadalca. Žoga v eno smer, vratar v drugo. S tem golom so si Beltinci tlakovali pot do zmage. Z desnega krila je dolga žoga prišla do Bajraja, ki se je izmuznil obema centralnima branilcema ter nameril v daljši kot. V objem 25-letnega napadalca je prvi skočil Divine Ingve, ki je v drugem polčasu poskrbel za pravi evrogol. V smučarskem slalomu se je odpravil med 4 branilci in ko je prišel v kazenski prostor, je udaril na daljšo vratnico. Žoga se je od okvirja odbila v gol, poskrbel je za val navdušenja na tribuni. Slabe pol ure pred koncem pa je Nik Kapun nerodno posredoval po kotu. V želji, da bi žogo izbil, jo je poslal v svoja vrata. Beltinci so po 2 zaporednih remijih prišli do polnega izkupička, Krka pa je doživela 4. zaporedni poraz. 2 zaporedna poraza je Triglav sredi tedna prekinil zmago na prestavljeni tekmi proti Iliriji. V tokratnem krogu je bila na nasprotni strani gostiteljev še ena ekipa iz Ljubljane. Slovanova obramba je zdržala le nekaj minut. V 8. je bil po kotu najvišji v skoku Marin Magdič. V 28. minuti sta branilec in vratar Slovana skupnimi močmi ustavila Tihomirja Maksimoviča, vendar pa na nepravilen način. Sledila je 11-metrovka za Triglav. Nekdanji član Mure Marko Brkić je bil učinkovit izvajalec.
V drugem delu še 2 gola v mreži Slovana. V 67. minuti je lahko neovirano skočil Dakić, z 5 metrov mu ni bilo težko zadeti. Na zadnjem gostovanju pri Triglavu se je Slovan od 0-2 vrnil na 2-2. 2 gola je dosegel Ristić, tako kot tokratnega za 3-1. A je globok sodnikov podaljšek prinesel še eno veselje Triglavu. Rezervist Lukačević je bil najhitrejši v protinapadu. Skupaj 29 doseženih zadetkov v 5. krogu. Najvišjo zmago je zabeležila KTM Impol Bistrica, s Tenečkih 6-0 je padlo Krško. Brinje Grosuplje so 4-2 odpravile Rudar, Jadran je bil boljši od Ilirije s 3-1. Prikazale so dobro predstavo, a izgubile pri Taboru. Za Jesenice v tem krogu ni bilo točk. Še v soboto so Bilje z 2-0 premagale Dravinjo, en gol je odločil tekmo v Lendavi, zmaga za domačo Nafto nad Gorico. V nedeljo je Triglav premagal Slovan 4-1, Beltinci Klimat Tratnik so bili boljši od Krke s 4 dani in nobenim prejetim zadetkom. Na lestvici 3 klubi zasledujejo Brinje Grosuplje, ki imajo polni skupiček, 2 točki manj pa KTM Impol Bistrica, Nafta in Prlsent Tabor Sežana. 5. so Dekani, 6. mesto si delita Triglav in Bilje. Prvo polovico lestvice zaključujejo Beltinci Klimat Tratnik. Krško Posavje ima 6 točk, 5 za Jesenice, Slovan 4, Ilirija 3. Prva od 4 ekip še brez zmage je Gorica, na zadnjem mestu pa je trojica z 1 točko, Rudar Velenje, Dravinja in Krka. V 6. krogu se 2 tekmi igrata v petek, in sicer Rudar Velenje proti Triglavu ter Krka proti Brinje Grosuplju. Sobotni program začenjata Krško Posavje in Nafta. Jadran se bo srečal s Taborom, primorsko-kraški derbi torej. V Slovenske Konjice prihajajo Beltinci Klimat Tratnik. Primorski derbi bo v Novi Gorici, srečata se soseda Gorica in Bilje. Jesenice igrajo doma proti Bistrici, na Iliriji pa bo potekal derbi prestolnice. Se vidimo!